Tinca Stegovec je svojo monografijo naslovila Človek in njegovo okolje. Na tem naslovu je vztrajala, ker v bistvu saj o tematski razsežnosti njegove umetnosti ta naslov pove vse. Njena umetnost je rezultat njenega sprehoda skozi življenje, vendar ne gre tukaj samo za opazovanje, ampak je svojo intuicijo in modrostjo življenjsko sposobna v vsakem pomenljivem prizoru, ki jo likovno pritegne, dojeti tudi neko globno vsebino oziroma sporočilo. Zato so njena dela pravzaprav neke postaje, spoti, uvidi iz njenega življenja, rojeni ob pogledu na pomenljive prizore, dogodke ali pa samo naravne pojave, in je na nje mogoče gledati kot na neke sentence, pravzaprav življenjska spoznanja. Zato je na umetnost v bistvu izrazito poduhovljena in duhovna. Jaz pripadam tisti generaciji, ki je bila soočena z mnogimi spremembami nemirnega 20. stoletja. Moram povedati, da je bila tista moja predšolska vzgoja in najstniška še, da je bila odlična, ker oče je bil učitelj in je zelo skrbel, kako se bomo izobraževali in kako bomo pač kot ljudje, kot pošteni in humani. Potem sem pa študirala na klasični gimnaziji. V tej gimnaziji sem pa sploh dolžna, celo življenje se mi zdi, da sem črpala iz tiste modrosti in iz kvalitet, ki mi jih je dala. Ravno eno leto pred mojo maturo se je ustanovila v Ljubljani akademija, to mi je strašno veselilo. No, in potem sem šla na sprejemni izpit in zame je bil velik dogodek v življenju, da sem bila sprejeta. Vem, da sem se svoji sestri, ki je bila v službi na gimnaziji na Senovem, da sem ji pisala, ko sem se podpisala, sem pisala svoje ime pa Stud Akat, študentka akademije. No, in na akademiji smo pa bili 16, se je bilo v našem letniku, od teh 16 sva žive samo še 2, in sicer Marlenka Stupičeva pa jaz. Imeli smo odlične profesorje, recimo France Mihelič je bil za risanje čudovit in tudi velika osebnost. Potem je bil Anton Gojmir Kos, silno imeniten slikar, takrat je bil obenem tudi direktor Moderne galerije. No, in Jakac je bil nastopil v drugem letniku, ko smo imeli grafiko. In mene je strašno pritegnila najbolj začetka Lesores. Torej, odločila sem se za grafiko, bila je bolj nekako pripovedna, ker jaz sem bila tudi zelo navdušena za literaturo, zelo so me zanimali teksti in zgodbe. In to se mi zdi, da je bilo v grafiki lažje upodobiti. Pa tudi sicer sem pozneje ugotovila, da se lahko bolj izčrpno izpovem v grafiki. Vse njena potovanja so pravzaprav namenjena samo temu, da srečuje, spoznava človeka in skozi tudi sebe. Vedno se zapiči nek prizor, kot rečeno, v katerem vidi globlo poanto in to bistvo, ki ga dojame, skuša tudi likovno izraziti. To tudi zbere take prizore, ki so likovno zelo učinkoviti, navadno statični in svoj stil prilagaja tej svoji intenciji. Zato se figura, na primer, stilizira. Začetka je bila seveda ekspresivno-realistična, potem pa stilizira v neke znake, skoraj simbole, s katerimi kaže človeka ne kot individuum, ampak v njegovi utujenosti, značilni za tedanje
čas. In človeka vidi na poti kot bogoiskatelja, kot iskalca sreče, skratka kot nehnega popotnika, ki največkrat išče sebe in se ogleda včasih nenadoma nekaj špoti v nekem zrcalu in je začuden nad samim sebe, ko se ogleda kot neznanca ali kot tujca in podobno. In taki prizori, naprimer, ko stopi v lift, pa se zagleda v zrcalu, svoj cev, so kot nekakšni prebliski, ki zna sjajno stilizirati oziroma usmeriti v njihovo bistvo. In njena grafika je prilagojena takemu prijemu, da je vedno usmerjena na bistvo. Skratka, na obrise, v osnovi schematična, v svoji strukturi likovni je pa zelo rafinirana. V svoji umetnosti je združila smisel za književnost, za poezijo in za meditacijo in seveda to likovno učinkovitost, ki temelji na njenem izjemnem brezhibnem znanju, najtežje obvladovanju najtežjih grafičnih tehnik. In pri tem je tako kot v vsem svojem življenju izrazito dosledna, etična, neizprosna in se tudi v grafičnih tehnikah vedno izogiba vsakim možnim stranpotem in podobno, ampak prav sili v najtežje preizkušnje. In tudi zato je šla, ko je bila v Parizu na popolnjevanju, nalašču delavnico profesora Hejterja in ne Friedlinderja, ker je zanj veljalo, da je treba tam nenehno delati. Torej, jaz sem se pri grafiki največ ukvarjala z globokim tiskom. V začetku sem z visokim tiskom, to je lesoresno, potem sem prešla na globoki jedkanica, akvatinta in čisto na koncu pa barvna, reliefni tisk, reliefna jedkanica in barvna. No, in reliefnim tiskom sem se pravzaprav seznanila v Parizu, v Hejterjevi šoli. Je pa zanimivo, ker je to zelo bogata tehnika, dosti možnosti, da lahko odtisnete brez barve, in ker je reliefno jedkano, je to papir, ki ima iz bokline, plastično oblikovan. No, potem lahko kot visoki tisk, da samo na vrh ponavaljate in odtisnete. Potem pa lahko kot globoki tisk, da barvo utrete v globino in zbrišete s površino. In delati pa lahko, kar sem jaz tudi počela, mešano, da so globoki in visoki tisk, da so ena barva je v globini, druge so nanesene na višino. Seveda so pa še potem spremljava drugih tehnik, recimo akvatinte, ki ima tudi te tone od belega do črnega, pa črtna jedkanica, vernimu, to se pravi tekstura iz črt. Je pa to zahtevna tehnika, veliko možnosti, da. No, potem sem na barvo prešla in torej profesor Hejter je bil zelo navdušen nad svojimi barvami, ker takrat v tistem času, veste, je bila nekako moda, da so vsi, ki so delali barvno grafiko, so uporabljali rjave, pa sive, pa take bolj nevtralne barve. Torej, jaz pa sem te osnovne, rdečo, rumeno, modro, no in on je imenovali, ko se so le couleur nacré, biserne barve, tako se pojavljajo v biseru. No, in to sem pa jaz pač, kar sem jih simbolično, malo so realistično uporabljene, malo pa precej simbolično. Plošča Matrica, za globoki tisk, to je 2 mm debela plošča, ker je reliefno jedkana, mora biti močnejša. Potem pa so na tej grafiki recimo so različne
ploskve v različnih višinah oziroma globinah. Potem pa, kar je črtnega, je pa delno navadna jedkanica, delno vernimu in kar je pa tonov, svetlo-temno, to pa je akvatinta, ne. Povem vam samo, da je to zelo dolgotrajen proces, da se taka plošča izdeluje tudi 2 meseca, pa da se tudi tiska kakšna, tudi po več ur, če v barvah tiskam, ne. Je pa možno vtisniti jo kot slepi tisk, to se pravi, da je brez barve, samo z bukline in drtine, ali pa kot visoki tisk, ali pa barvno. Za razstavo v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju smo pripravili izbor del v časovnem razponu od leta 1960. To je grafika stopnice, ki je v bistvu zelo pomembna grafika v njenem opusu, pa do leta 1986, to je njen zrel opus, potem je pravzaprav se z grafiko nehala ukvarjati iz zdravstvenih razlogov. Grafike na razstavi so narejene v tehnikah jedkanice in akvatinte, v čemer je Tinca Stegovec specialistka in pravzaprav v marsikaterem delu ne gre samo za odlično tehnično izvedbo, ampak celo bravurozno. Njen grafični opus je pravzaprav v slovenski umetnosti zelo edinstven. Odlikujejo ga intenzivnost podob, izrazita samodisciplina, jasnost in čistost izraza. V njem se disciplina in strogost mešata z poetičnostjo. Splošni odmev njenih del pa je izrazito in globoko človeški. Najbolj neprijeten stavek v življenju, kot je večkrat rekla, je bil ta, da je treba izkoristiti trenutek, carpe diem, na primer. Vsaj interpretaciji, kot ga je doumela, ampak je vse posvečala nekim višjim ciljem in vse poglede na življenje, pravzaprav, ki jih naslika, so projicirani tako, da čutimo zadaj, da izgleda na te prizore tudi iz nekega transcendentalnega vidika, skratka, da je zajet tudi nekakšen božji pogled v ozadju, ne. Pravi, tudi izrazita bogoiskateljka. Zato je, na primer, na eni njenih najizrazitejših, najbolj popularnih slik upodobljena knjiga z nekim bogoiskateljskim besedilom v travi, ker je združila svoj odnos do kulture, do bogoiskateljstva in do narave. In ta trave so neznansko, precizno, poetično naslikane, ne, oziroma ujedkane v kombinaciji različnih grafičnih tehnik. Sem si dopisovala z enim mojim najljubšim pisateljem, Louisom Evelijem, Francozom. In ga nisem nikoli srečala, nikoli videla, samo navdušeno brala njegove stvari. No, in potem sem pa poslala enkrat reprodukcijo te slike, kjer je upodobljena njegova knjiga. In je navdušeno pisal prav, kako sem vesel, da imam prijatelja tudi v vaši deželi in to prijatelja takšne kvalitete, ne. In bil tako navdušen nad to grafiko. Torej, tisti tekst, če vas zanima, kako sem ga prenesla gor, torej, fotografirala sem knjigo odprto in potem je prišel na filmu, pridejo
pač tisto, kar je svetlo, je temno in pride negativ, ne? Pa sem pa to naprašila z akvatinto, s prahom za akvatinto, prahom kolofonije, tako da in sem na to jedkala. In tisto, kar je bilo naprašeno, tiste črte tam, črke, tisto je dobilo svojo globino, ne, ko je bilo izjedkano, in tam se potem sem tiskala, barvo utrla v globino, ne. To je tako preprosto povedano. Sicer pa pri delu, če se to dela, je lažje razumljivo, kakor pa v besedah. Ona je rasla z renesanso, tudi s Prešernom, ki je mojster klasične forme in je težila povsod klasični popolnosti, zaokroženosti in je občudovala Piera del Francesca, Frangelica in podobno. Skratka, je kot nos do italijanske umetnosti živi in je razviden tudi skozi to njeno, lahko rečem, popartistično ali pa neofiguralno umetnostjo od konca 50 let. In ima vse nekaj italijanskega, mediteranskega, ne. Obenem je pa nezajeta ta meditativnost, ki je pa spet, bomo rekel, severnjaška. Skratka, ona potuje skozi življenje in strmi. Ta njena potovanja pa niso seveda usmerjena samo v to, da bi ujela prizore, skozi katera bi skristalizirala spoznanja, ampak so tudi izraz njenega bega, če tako rečem, iz utesnjenosti življenjske v nek kozmopolitski širok prostor, ki ga simbolizirajo Rim, ki je vedno ljub, Pariz, ker se je spolnevala, in druga mesta, bila tudi v Ameriki. Skratka, ona je izrazito izobražena svetolanska dama, ki je stremela po umetnosti, po popolnosti. Na tej svoji poti je pa vedno sama sebi morala pomagati. Ni bila v krogu tistih umetnikov, ki so jih podpirali, Zoran Kržišnik in podobno, in se je vedno čutila kot pravzaprav desetnica, pravičeno, ne, še v zadnjem času je ta pečat desetništva tudi njen zavesti izginil, ko je znamenita grafičarka in spoznana za enakovredno ustvarjalko največjim predstavnikom tako imenovane ljubljanske grafične šole, v kateri je izrazit in poseben pojav. No, njena umetnost tudi izrazito urbana, ne? Skratka, veliko vlogo imajo ne samo letoviški parki, mediteranske ceprese, potem vozila, ladje in podobne, ker so ljudje, ki iščejo od truda polnega življenja nekega počitka, ampak pogoste so ceste, skratka, izrazito urbana umetnost, ceste, križišča, letališka križišča in podobno, ker se ljudje za trenutek vidijo, ne, čakajo na eni strani in na drugi, ne, potopljeni v množici, vsak ima svojo usodo in potem, ko se zelena luč prižge, gre vsak svojo usodi naproti, vsak svojo smer. Skratka, te človeške usojenosti, eksistencialne, ne, izgubljenosti in iskanja človeka se ves čas zaveda in s temi očmi pravzaprav gleda na ta vrve življenja. Motivi mojih grafik so pa bili zadnja desetletja množični prizori. In sicer sem zagledala, ne da bi iskala motiv, sem nekako kar zagledala, tole bi pa upodobila. In potem en italijanski kritik je napisal, da jih ujamem v letu, ne, motive. No, ampak tisti motivi, potem sem videla, da so pravzaprav asociacija na dogajanje, ki sem ga takrat spremljala in doživljala. Recimo, zelo nazorno, ko sem bila pri nas v Mostecu, v parku, ne, kjer je čisto otroško igrišče tudi. Tja sem hodila, ko sem prevajala eno francosko knjigo, da sem bila lepo na zraku.
No in sem videla gugalnico, tako množično, kjer jih je več sedelo v enem, več jih je sedelo in dva sva poganjala, eden odrasla, levo, eden z desne. In se mi je zdelo to tako, kot sem imela asociacijo, da je to tako, kot se dogaja v politiki, takrat je bila hladna vojna, ne? Da so črno in rdeče, ne? Dvoje nasproti, ki gonijo svet. Ne? Tisto vmes so bili pasivi in se mi je zdelo, to so pa neuvrščeni. Ne? Tako sem prišla do motiva. Zelo spomenljivo, značilno je, da je pobudo za to grafiko dobila, kot pripoveduje, tudi piše v avtobiografiji, nekaj na Rakovniku oziroma v Ljubljani, ne, ko je skušala oziroma želela telefonirati profesorju Božidarju Jakcu, ki jo je odkril kot odličen talent, rekel je gospa lesoreznica, imel za veliko damo, ne, ker je bila taka mojstrica v lesorezu in tudi jaz sem jo osebno spoznal skupaj s slikarko Jelico Žužo, ki je taka rafinirana umetnica, njena prijateljica na obisku pri Božidarju Jakcu, ki je imel zelo naklonjen, spoštljiv odnos do svojih nekdanjih študentov in je vedno jo zelo občudoval, ona pa kot vem tudi njega in še nekaj takih, to je značilno ljudi, ki je štela za ljudi duha, je odkrila v svojem življenju in so ji pomenili nekakšno oporo, na katero se je oprla v trenutkih mogoče razdvojenosti ali pa stiske. To je bil njen prijatelj, kardinal sedanji Franc Rode ali pa znameniti psiholog Anton Trstenjak, pa morda še kdo. Tudi se vidi, da je enostavno se gibala med ljudmi, neznanci, v katerih je videla vsakomer od njih ljubezni, spoštovanja vrednega človeka, intimno, individualno se je bila pa blizu ustvarjalci, ljudje duha, bogoiskatelji in podobno, in pa seveda ljudje, ki jih ni poznala osebno, ampak skozi knjige, ker ona je izjemno razgledana gospa, načitana in je brala Danteja, Prešerna in podobno. Svetovljanka, hkrati pa velika domoljubka in vedno pripoveduje k Parizu. Kratek čas, ne, pravzaprav na specializaciji je takrat na pamet si recitela Župančiča Prešerna, da se ne bi strgala preveč slovenskih tav. Tako da ona združuje v sebi nešteto nasproti in vse povezuje v sintezo. In je odlična predstavnica naše kulture, ki jo je predstavljala vse življenje tudi na razstavah v svetu, za katere se, kot poudarjam in ponavljam, vedno prizadevala sama. Torej, jaz tako mislim, da človek mora tisto svojo vlogo, ki jo ima v življenju, jo mora do konca odigrati in svojo glavo misliti. Svojo glavo misliti in tisto, kar vidi in čuti, tisto zabeležiti. To je tisto, s kakršnikoli sredstvom zabeležiti. To je tisto, kar je smisel enega življenja. Ne?